Največ časa v mojem dnevu zagotovo mi to vzame folklora in nasplošno udejstvovanje v Kulturno-umetniškem društvu Študent Maribor, kjer sem zadnje leto predsednik akademske folklorne skupine Študent, nedavno nazaj pa še predsednik celotnega KUD-a. In tukaj zadaj je zraven rednih vaj, nastopov in teh obveznosti še ogromno enega dela, ki mi res vzame precej časa. Najenostavnejše bi opisal z besedami, kot so odlična družba, kvalitetno preživeti prosti čas, potovanja, poceni potovanja in videnje ogromno sveta. So vaje, so nastopi, moram izpostaviti tedenske vaje, ki so 2 do 3-krat tedensko, razne priprave na določene nastope, celovečerni koncerti, priprave na festivale, nedvomno tudi soustvarjanje festivala Folk Art v sklopu Lenta. In zdaj v bistvu to se vse čuje super in fajn, ampak pač žal moram izpostaviti, da je za tem ogromno enega dela, in energije, truda, volje, ki pač moramo vložiti v to, da je na koncu vse tako super in fajn, kot zgleda. Potovanja so pa v bistvu tudi nekako izrazita pri meni, sploh v tem času, ko v bistvu sem pri KUD-u Študent. Na začetku v bistvu takoj člani ne moremo potovati oziroma ne morejo, ker enostavno je potrebno osvojiti nek del repertoara plesnega. Potem pa začnemo mi z potovanji kot takimi, temu rečemo gostovanja v bistvu, torej gostovanja na festivalih. In tam predstavljamo torej to našo kulturno dediščino. V sklopu teh gostovanj pa smo resnično, vsaj jaz osebno v zadnjih 8 letih, kar sem tukaj, prepotoval vsako leto najmanj 2 tuji državi, pa ne samo po Evropi, ampak recimo najdlje sem bil v Mehiki. Naše zabave so vedno fajn. Tudi ko si še tako mogoče želimo, da bi bila katera bolj umirjena, pa na srečo ni. Enostavno si tako naredimo. Radi rečemo, da s KUD-ovci je vedno fajn in zmeraj je, in v bistvu to je stalna praksa vseh 52 let, kar obstajamo. Enostavno tukaj se zbere taka družba, da enostavno ni razloga za slabo zabavo, oziroma enostavno ne more biti. Ja, pred kratkim sem se res tetoviral. Tatu je v bistvu želja po tetoviranju nasplošno je bila v nekem obdobju bolj prisotna, v nekem malo manj. Marsikdo mi je rekel, ja, kaj boš pa pol enkrat, ko boš star, pa mislim, ne razmišljam na ta način, oziroma ravno pogled na ta tatu me bo mogoče opomnil, da je potrebno vztrajati do konca, pri vsem pač, kar počneš. Zato sem se zanj odločil. Ponarisal bom tipično narodno nošo, slovensko, čeprav sem imel likovno v osnovni šoli bolj na meji med mu in ampak je to zame velik izziv. Takole podvihane rokave, imamo rokice. Pri tej tipični noši imamo irharce oziroma take usnjene hlače. Srajca, lajbič, irharce, torej hlače, škornji visoki in pa klobuk. Verjamem, da rabiš precej domišljije pri tej sliki, da si to vse skupaj predstavljaš, ampak tako to izgleda. Elektrotehnika je verjetno, to je botrovalo k temu v bistvu, da je moj ata že v tem poklicu in spremljam njegovo delo od samega začetka. Čeprav on nikoli ni študiral in do te stopnje prišel, ampak zdaj so časi taki, da enostavno treba iti študirati, ne. Ampak zagotovo delo očeta, že od otroštva naprej spremljam, kar on počne, in to me je v bistvu pritegnilo k temu, da sem potem tudi sam raziskoval to stroko.
Evo, ker so moje risarske sposobnosti, kot ste lahko opazili, malo res slabše, sem pol v bistvu dobil za izziv, da se moram v minuti preobleči v to, kar sem hotel narisati. In tak zdaj to izgleda. Torej škornji, hlače, srajca, lajbič, tale rutica in pa klobuček. Fitness je pa v bistvu v zadnjem času, rečemo kar je dobri 2 leti, precejšen aktiven del mojega vsakdana, no. Odločil sem se za to nekje v letu 2013, pa ni bila to ravno polnoletna zaobljuba, ampak nekje proti koncu januarja. Ampak odločil sem se za to, ker ni mi bilo všeč, da sem pozno hodil spat, da sem se pozno vstajal in v bistvu s tem, ko je nekdo se že v bistvu zelo hitro vstal in nekaj naredil v tistem dnevu, jaz sem se šele prebujal, pa vsak klic dopoldan me je zmotil, ni mi bilo fajn, da enostavno prehitevali so vsi mene, jaz pa sem potem lovil tisto zamujeno potem skozi dan in enostavno sem hotel reči, ok, dovolj, zdaj pa nekaj naredimo na tem. In pol je prišel v bistvu, fitness. Evo, 3-minutni trening jutranji, če nimamo dovolj časa čez dan za narediti kaj za sebe, skoristimo na hitro, se najprej malo segrejemo, to se zna vsak sam. Pol pa bi jaz predlagal take ene klasične vaje in sicer gremo na tla. V bistvu dvignemo diagonalni okončini, torej roko in pa nogo, v tem primeru desna roka, leva noga. Potem naredimo skleco in zamenjamo. Leva roka, desna noga. Skleca, hop, druga, hop. To bi bila prva vaja, druga vaja bi bil tak klasičen počep, ki je dober za več mišic, sploh pa tukaj zadnja loža in pa predel ritke, sploh za punce to rade izvajajo. In naredimo torej počep, pazimo, da imamo stopala na tleh in se spuščamo dol, čim nižje, hop, hop, tako, toliko o počepu. Ena vaja zagotovo pa bi se recimo legli na hrbet in sicer stegnemo noge v zrak in privzdigujemo v bistvu hrbet do te mere, da čutimo. Če bi Hollywood snemal film o meni, bi si želel, da bi vlogo mene, torej Saša Kodriča, vzel Leonardo DiCaprio. Zdaj zakaj? V bistvu upam končno, da bo enkrat prejel tudi on tega svetega Oskarja in mislim, da bi mu ravno ta vloga v temle filmu mogoče pa pripomogla k temu.